podlagi raste, če se zapeljete po barju, takoj, ko se malo dvigne svet, ko ste že dobili tevje, to je rastlina, ki se imenuje po Baltazarju Akejo, ki je prišel v Idrijo zaradi Skopolja, ki je tam prišel leta 1754 delati kot prvi rudniški zdravnik, ker Idrija je pač imela bogat rudnik živega srebra, ki tam do 10% BDP-ja Habsburške monarhije pomenil, zato je bilo tudi vedno direktno pod Dunaj. Recimo njena, v bistvu vsa njena uprava podrejena. No in leta 1766 je Baltazar Akej prišel v Idrijo, tam s Skopoljem spoznal, ker sta bila oba zelo pametna, nista najbolj marala. Skopolj je po leta 1769 iz Idrije odšel. Akej je bil v Idriji še tam 1773, potem je prišel v Ljubljano, če greste gor na stari trg pogled, boste videli tam plošča Baltazarja Akeja, je bil v Ljubljani do leta 1778, ko je na babiški šoli predaval tukaj v Ljubljani. No, bil je tak polihistor, ukvarjal se z vsem, tudi z nareči se je ukvarjal, napisal tudi eno knjigo v tej smeri, ampak drugače pa rastlina se po njem imenuje tudi kakecija, epipactis ali pa tevje, ki ima na videz napačen, ne čisto delan cvet, ker vidite samo zelenje, tle noter je pa rumena. V resnici to ni cvet, v resnici je to vse skupaj pa cvet, cvetovi so rumeni, čist drobni tle noter, to so pa v bistvu ti listi, ki vabijo, zato da je pač opraševalci misli, da je to cvet. Rastlina, ki je v bistvu samo malo čez karavanke, sega pa dol do Bosne, če jih malo na Polskem, da se posod drugejo, in zato je to zelo iskana vrsta. Ja, nekje so te rastline, rekli tudi velikonočnica, rada cvetira okrog velike noči, čeprav gre za pljučnika, in tako, recimo, ko začne, rit na planu letos takih podob skoraj ni bilo, ker je bilo pretoplo in pljučnik zelo hitro začel cvetiti. Suho mora biti, pa taka hladna zima, pa imate, recimo, spomlad take podobe. No, ko se pa razcveti, recimo, ena druga vrsta tega pljučnika, ki pa doma v krakovskem gozdu, kaj je včasih vse zalito po teh gozdovih, ko se pa razcveti, vidite povsem modro dacijskega pljučnika, ki je značilen tam za Romunijo in te predele. No, tu je pa tista, ko ji rečemo velikonočnica, Zatila grantis iz Ponikve, pa iz Boča, pa je že kar konc skoraj v Sloveniji, vsaj te vrste, je tu tipična stepska vrsta, zaprav tam, kjer so trave, domačni in v bistvu je tukaj na zahodni meji svoje razširjenosti, ker pri nas v Sloveniji pač nimamo pravih step, se pravi samo naravno travnatih površin. No, ampak so pa kakšne druge, ki so bolj prisotne. Podolenski je razširjen črnikasti kosmatinc, po krasu, po Istri je podoben gorski kosmatinc, pa še kakšen kosmatinc mi našel. Vidite, vse kosmato, zato ker zdaj je še mrzlo lahko, pa recimo tudi sevanje je močno, pa se rastlina tudi pod sevanje pravi zdaj. No, malo bo na Ljubljanskem barju taka podoba, če še malo zalije, potem v bistvu močvirske tulipane tudi malo zalije. Ampak za tak tip cvetočega travnika pa dejansko treba biti na Ljubljanskem barju, tam se pa da tudi kaj takega, kjer je kisla podlaga. Seveda, zopet je tu zaščitena rastlina, da ne bi kdo mislil, da bi šel to kar v naravo nabirati in to potem sadil, če ni kisla podlaga, recimo tudi take površine nimate. Hkrati pa te površine praktično tudi na barju zginjajo, zato ker tukaj se zdaj nabira, kar pomeni, da se že tam pomaju kosi in potem v bistvu ni več tega cvetenja. Če pa se ne kosi, pa tudi tudi zvi. No, nekaj tega pa vidite lahko na suhih travnikih, na krasu, po slovenski Istri, tudi pa sorodnik tega močvirskega tulipana, je pa gorska lukavnica, ki pa malo kasneje cveti. No, ena izmed rastlin je Blagajeva očin, ta rastlina je pa tista, kjer je ime Kranjske ponesla že leta 1838 v svet. Celo Kitaj znano Evropo je obkrožila in bila leta 1838 na razstavi v Breznegu predstavljena kot ena izmed najlepših rastlin. Blagajana je to? Prosim? To ni, a je Blagajana? Ja, Blagajana je, ja. Ja, to jaz poznam, sem na vodi, ja.
No, tudi sorodstvo Blagaja velikega volčina je tale lovorolistni volčin, ki je tudi enostanek toplejših dob, vidite, da ima te vedno zelene liste, bleščeče in tako, ampak tale ima pa zelene cvetke, vidite, ko zvončki že malo odhajajo, začne tudi volčin cveti. Mnoge rastline pa rabijo vodo, ene izmed takih so kalužnice, če ste kje v vodi, potem si tudi tak tip cvetočega travnika lahko naredite. Samo kalužnice je pa treba malo pustiti, da se jih zopet še tam nekje sredi maja pokosi, ker do takrat se jim že dozori, ali pa malo kasneje, še odvisno od leta, ampak takrat se že tiste mešički razprov, se jim pade na tla in če je dovolj vlage, potem v bistvu kalužnice tam ne podelajo. Če je pa v bistvu taka bolj blatna voda, potem se pa kalužnice dejansko v take vodi tudi kalužejo, zato imajo čisto pravilno ime. Travne površine so pač tiste cvetoči travniki, pomeni imeti doma, ampak kjerkoli pomeni, da je treba enkrat na leto vsaj pokositi. Če ga ne pokosite, potem se vam zgodi frontna linija črnega trna, ki se v tej smeri pomika sem, od zadaj prihajajo drevesa, ki v bistvu naredijo gozd in potem tudi črni trn propade, podobno kobrini. Zopet v bistvu je taka pionirska vrsta, vendar izvidno lepa rastlina, cvetoča in seveda tudi primerna za žive meje. Tudi kaj taka se da marsikje videti, ko bo zdaj začelo cveteti, to je ramšela, volida buksus, tak vedno zelen grmiček, čist preprost, ki pa v bistvu marsikje pomeni stabilizacijo terena, ker je na kakšnih takih plaziščih in v bistvu telo ga posipa, hkrati pa v bistvu on še vedno navzdol raste in zmeraj preživi vse tiste nalive, ko ga zasuje s peskom, pa zopet znova se prikaže na planu. No, prej sem vam razlagal, da če imate v vrtu senco, lahko daste od spodaj bršlan, lahko pa date od spodaj zimzelen, tiste navadni zimzelen, za katerega rečejo zimzelen za klobuk, to je bil tisti zimzelen, ki so ga uporabljali, je dejansko rastlina, ki po zimi zelen. Ti mladi poganjki so tisti, ki bojo naslednje leto propadli, te stari, pa recimo zdaj spomlad propadajo. Vidite, da pa gre za eno tako veterničasto rastlino in to je recimo tista rastlina, ki se rodi koljarka, to je pasje strupok. No, zdaj bom pa malo še hiter preletel, tudi da boste videli še malo rastlin, da bomo prišli še do tistih cvetočih travnikov še na koncu. Spominčici so tudi tisti, ki imate lahko na travniku ravno tako doma. Po spominčicah morate čisto nič drugega kot samo posejati jih v malo bolj senčne dele, ali pa tisti, kjer so vlažne in potem vam bojo vsako leto tam cvetele. Seveda je treba pač košno malo pustiti, da ne kosite že pred 1. majem, ker tam nekje od sredina aprila do maja se spominčice razcvetijo in pa imate v bistvu rekel najlepši travnik. Na suhih travnikih so seveda prisotni te mračice, vidite, modrina, to mora res biti suhi travnik, to je že malo bolj v vodi, močerske grobenike. No, take travnike cvetoče vidite na Golici, pa marsikje po Sloveniji, od Prekmurja do Bele krajine, do Krasa, Istre, seveda tako množično, recimo, da so rastline, zraven rastline so dejansko res na Golici, ampak vse posod druge so bili, tam vmes se je dalo sprehajati, vidite, tako v slovenski Istri, tle se da sprehajati med njimi, vendar tudi tukaj rastline zginevajo, če se teh površin ne kosi, če se jih prezgodaj kosi, če se jih gnoji, če se zarastejo, potem tega nimate več. Potonike, ravno tako rastline teh kraških travnikov, ravno na Slovnici so taki travniki, kjer potonike rastejo, seveda je treba, v bistvu tu so kraške majne, bolje rečeno, kjer se je paslo in so potem rastline ostale. Podobno igerske predovnike na teh majnah, ali pa travnolistne, ali pa sibirske predovnike. Vse to raste na teh kraških majnah lahko. Seveda na bolj vlažnih delih, recimo, če bi šli tukaj po Ljubljanskem barju, boste dobili progovito, ki nekje maja cveti, bolj poznane pa tale rastlinca, ki je samo vrtnarska izvedba, tiste naravne vrste, ker so pač pomnoženi vsi tiste redni cvetovi, to je pa snežna kepa,
ki je bila nekoč na vsakem kmečkem vrtu prisotna. Razlika je samo v tem, da snežna kepa ne naredi takih plodov jeseni, medtem ko tista naravna vrsta jih pa naredi, imate pa še celo zimo lahko tudi za ptiče. Na senožetih je rastlo marsikaj, tudi tisto, kar kmetje niso marali, čemerike so bile take, recimo bela čemerika ali pa črna čemerika, ki je tipična rastlina, recimo teh suhih travišč, snežnike slavnika. No, vidite tle, travnik s pominčicami. Tako, tle je sadje in tle spodaj je malo več vlage, malo sence in tle spominčice raste. Če jim zagotovite tako mesto na vrtu, boste tudi na domačem vrtu, lahko vsak na enem kvadratnem metru vrtu videti podobno podobo, kot jo tukaj noter vidite. Čisto nobenih težav. Ali pa kaj takega, recimo, če bi bil nekje na Krasu, za tem raznobarnim grahom, no, nekaj konopnic, ki so bolj gozdne rastline, tudi tale zasavska konopnica je bolj gozdna rastlina. Krvomočnice, ki jih pa tukaj vidite, imate pa ravno tako lahko, recimo na domačem vrtu, privrjava krvomočnica, tam, kjer ima več vlage. Zopet je tako, da bo pač rastlina nekje tam maja zacvetela, če se vam da recimo samo tako eno toček pusti, imate lahko krvomočnico tam, ko bo cvetela, se pa še tisto toček pokosi, ostalo imate pa že prej recimo normalno zelenico. No, tukaj pa rastlina poimenovana po Skopolju, kot sem vam omenil, je leta 1754 prišel v Idrijo zdravi idrijske rudarje. Rudarji so se malo pritoževali, ker Skopolj se je ukvarjal z znanostjo, včasih je malo pozabili tam tudi kot zdravnik, ampak to je bilo pač tako je bilo, je pa zaradi tega veliko naredil za recimo različne panoge znanosti. Različni jegliči, tukaj gre za visoki jeglič, to je pa kranjski jeglič, ki je v bistvu rastlinica, ki je najbolj slovenska, ker samo del v Sloveniji raste sega do Ljubljane, tukaj sem pa tja do zahodne Slovenije, ob Idrijci, v dolini, tam je bil tudi odkrit. No, tukaj še idrijski jeglič, ki je križanski, da vrekljen pa kranjski jegličen, nekaj bolj močvirskih rastlin, kot so recimo ti petazitesi, puhi, ali pa kakšna mrtva kopriva, ki je tipična taka gozdna rastlina, ampak tudi tu imate komod, ob enem grmu, recimo na domačem vrtu, čim brez težav ta rastlinica dela. Orlice so sploh take, ki se vse povsod sejejo, če jih le malo spustite, namreč orlice so tiste, ki se najbolj med sabo križajo, so tudi plevil potem na vrtu, nimate nobenih težav, samo prehiter jih ne smete pokositi. No, nekaj podob še iz slovenske Istre, tukaj je rešelika, ki se je včasih uporabljala, zato da se najme cepil jablanje ali pa hruške, ker je bilo to izredno odporna podlaga. To so pa kukavce, to je eno muholiko mačje oko, ki ga dobite samo na suhih travnikih, pa recimo kakšen zlati koren. Po Krasu imate veliko različnih šipkov, med njimi je tale roza glavka, to je v bistvu ta sinje zeleni šipek, vidite, tak naravno rozari, ker se pase živina, je v bistvu potem najlepši, veliko tak rožni vrt. Nekaj, vidite, na samem grušču, če ravno naredite hišo, pa nimate dovolj denarja, da je še zelenico, naredili nobene težave, če nekaj takega potresite, pa boste tudi kakšno tako rastlino zraven dobili in se v bistvu samo zelo hitro zaraste. Tudi tak travnik imate lahko doma, samo nekaj semen kadulje daste, pa gnojitne nasmete, pa malo pustite, recimo tako sredine maja, junija ima lahko kadulje cvetijo, ali pa, če ima več vlage, imate lahko pa kukavičje lučice, ki jih ravno tako lahko tako pustite. Seveda, če se površine že zaraščajo, vidite, vse to so bili nekoč senožeti, tle se čisto do kjega, vidite, vse to je zasajeno, pa tle recimo vse to je zasajeno, take pokrajine se da marsikaj vidite recimo iz tega. No tudi tole, kar je tukaj, to je jelenovc, ki bo te površine sicer zarašča, ampak ker je jelenovc tukaj se malo počasneje to grmovje in drevje zarašča. No, to je pa, če bi katerakoli prestolnica v Evropi imela na obrobju Ljubljane tak pisan travnik, je bilo tam na veliko ljudi, to je čist na robu Ljubljane. In prostega travnika, recimo tudi nekaj semen, ki
tak travnik na produ, na rabite v bistvu nobene zemlje dovažati, če date recimo gor senjeni drobir z takega travnika, ste v bistvu naredili najbolj cvetoč travnik. Vsa umetnost je treba stvari čim bolj poenostaviti in potem tudi sami delujejo. Če boste na pesek posejali, recimo travo, ki boste kupili čisto seme, ni bolj nikoli uskalila, ker nima nobene zaloge. Tak senjeni drobir, ko je pa tukaj noter, recimo, ima pa toliko balasta zraven, da v bistvu ta semena uskalija kjerkoli, tudi na pesku. In tu so recimo v času špili,